Torej, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Današnje predavanje izbrala sem temo, ali danes sploh še potrebujemo demokracijo, glede na to, da se nekako zdi, da se je ta naša demokracija utrudila, da ne dosega tistega, kar smo od nje pričakovali in da stvar preprosto ne funkcionira več in da je morda prišel čas, da ustaljen demokratičen način, kot ga imenujemo in kot ga poznamo, zamenja kakšen drug, ker smo priče artikuliranju želje po nečem novem, želji po kakšni odločni, močni, avtokratsko, karizmatični osebnosti in tako naprej. Skratka, mislim, da je tale prva tema, upam, da je izhodišče za premislek o današnji družbeni situaciji, glede na to, da bodo sledile še nekatere druge teme, ki sem jih letos pripravila za ta ciklus predavanj s skupnim naslovom, ali danes sploh še lahko karkoli počnemo s filozofijo. Najprej bi začela samim izvorom demokracije, kot ga poznamo v antičnem obdobju. Mislim, da je to vsem vam poznano, da takšen sistem, kot ga je razvila zahodna civilizacija, izvira iz antične Grčije. V antiki je bila demokracija izhod in pribežališče pred ukleščenostjo v tiranijo in konkretno v Atenah je bila Klistenova ustava tista, ki je omogočila, ki je preprečila, da bi si posameznik prevzel presežek oblasti in da so lahko zagotovili enake možnosti za vse. Čeprav ta velikokrat poveličevana atenska demokracija nosi s seboj tudi številne vprašanja in mislim, da sem lani že se dotaknila te teme, skozi katero se zelo jasno vidi, da je atenska demokracija mit predvsem 19. stoletja, ko se je ponovno vzpostavila potreba po oblikovanju modela, ki se je dejansko od fenomena razsvetljenstva naprej zgledoval po antiki in črpal iz njenih idej. Če pogledamo sam antični prostor, način, kako se posameznik postavi v nek politični prostor, gre predvsem za radikalno razliko z vsemi ostalimi civilizacijami, ki jih poznamo iz tega obdobja. Če je atiška demokracija dosegla višek nekje tam sredi 5. stoletja pred našim štetjem med dvema vojnima obdobjema, je to sorazmerno kratko obdobje, pa vendar posameznik, ki ga antična filozofija samo sluti kot nek subjekt, je postavljen pred dilemo, pred postavljanje v situacijo, da misli, da razmišlja in da postavlja vprašanja. To, kar v ostalih orientalnih despotskih sistemih na noben način ni bilo mogoče. In to vprašanje, zakaj, ki ga državljan postavlja takratni oblasti, pomeni, da se je politika otresla fatalizma, da se je otresla mitskega prizvoka, nadnaravnega, tistega, kar je povezano s pozicijo despota v orientalnih sistemih in da to vprašanje, zakaj seveda pomeni spraševati se o svetu brez občutka krivde, spraševati se o pomenu oblasti, brez da bi pri tem čutil nelagodje. No in ta situacija na koncu vzpostavi tisto izhodišče, iz katerega se razvije ta antični logos, ki pripelje, ki odpre mišljenje tudi na drugih področjih, predvsem na področju vednosti, ki je zasnovano sprva kot zapredek znotraj filozofije.
Izvor moderne demokracije je bistveno mlajši. Recimo sistem Rimske republike ni primerljiv z grško antiko, pa vendar je bil pogostokrat tema premisleka kasneje v renesansi in pri oblikovanju srednjeveških italijanskih mestnih državic. No, ampak prava tista moderna demokracija ima izvor v razsvetljenstvu. Razsvetljenska misel se je brez zadržka ozrla nazaj v antiko in od Rousseauja, Montesquieja je prevzel ta pogled nazaj, tiste elemente, ki jih je aktualni čas 18. stoletja v spopadu z absolutizmom nujno potreboval. Če vzamemo kot izhodišče deklaracijo o pravicah človeka in državljana, tako kot jo je oblikovala Narodna skupščina avgusta 1789, je tam eksplicitno zasnovano načelo, da smejo družbene razlike temeljiti samo na skupnem interesu, torej da je oblast dodeljena ljudstvu in da edino ljudstvo lahko odloča o usodi te oblasti. Pa vendar je potem ustava, ki je sledila deklaraciji o pravicah človeka in državljana, predstavljala nek odmik od teh načel. Že s tem, ko je bil sprejet volilni cenzus, je del prebivalstva izločenega iz političnega odločanja, kot da takratna oblast, in to je dejstvo, ne bi zaupala nižjim slojem, ki so bili običajno tudi najbolj radikalni. No, ampak razplet situacije v francoski revoluciji, ki jo bolj ali manj vsi dobro poznate, je šel v neko groteskno smer, da ne rečem tragično. Jakobinska diktatura vznikne v času, ko je Francija v vojni, in ta občutek ogroženosti revolucionarnih dosežkov mlade demokracije, ki še niti ni dobro zaživela, je pripeljal državo v neko popolnoma drugo skrajnost, ko se jakobinska diktatura ne obrne proti tujemu sovražniku, ampak proti lastnemu ljudstvu. Čeprav je ves čas seveda v vojni tudi z vsemi drugimi sosednjimi državami. No in jakobinska diktatura se zapiše v zgodovino kot obdobje enega najbolj brutalnih načinov obračunavanja. Skratka, v Parizu je giljotina pomorila nešteto sorodnikov tistih, ki so bili zgolj osumljeni, da zavračajo revolucijo, karkoli je pač to že pomenilo. No in že v razvoju in v uresničevanju same razsvetljenske ideje znotraj same francoske revolucije se zgodi nek zelo nenavaden preobrat, ki je bil pogostokrat povod za premislek o tem, zakaj v nekem določenem obdobju, za katerega se zdi, da se je osvobodilo avtoritarnosti v tej konkretni situaciji, še ne tako zelo dolgo nazaj absolutizma, zakaj se zgodi v nekem zgodovinskem trenutku, da se družba znova obrne v avtoritarnost, v diktaturo, torej zakaj so nam diktature tako ljube in vsaj na začetku se zdi, da je to neka oblika rešitve. V Franciji kratko obdobje po jakobinski diktaturi, obdobje direktorija pomaga na oblast Napoleonu. Pozna se seveda še, da je to še vedno zelo militantno vzdušje in
zaradi tega, to je tudi eden od razlogov, je Napoleonu to vzdušje tudi pomagalo na oblast. No in zelo hitro Napoleon iz enega od 3 konzulov preide v dosmrtnega in se na koncu leta 1804 okrona za cesarja. Torej, že z Napoleonom Bonapartejem se politika ujame v past. V past se ujamejo predvsem francoski državljani, ko Napoleon svojim načinom vladanja, svoj način vladanja utemeljuje z argumentom, da je pravzaprav posrednik med njim in ljudstvom pravzaprav odveč. Torej, da ne potrebuje nekega neutralnega zakonodajalca, v tem primeru parlamenta, ki bi neutralno sprejemal zakone in ki bi mu nekje usmeril pot vladanja izvršilne funkcije. Napoleon je zaznamoval Evropo z brutalnostjo, z nasiljem, čeprav se razglaša za glasnika revolucije, pa vendarle je to spet eno tistih obdobij, ko lahko v zgodovini opazimo to izrazito dvojnost in protislovnost. Na eni strani razglašanje revolucionarnih načel, svobode, bratstva, enakosti, na drugi strani pa upor proti Napoleonovi okupaciji. Najbolj tak tipičen primer je ravno Španija, Iberski polotok, kjer je sicer Napoleonova oblast ukinila inkvizicijo, ampak Španci so kot odgovor na Napoleonove čete organizirali svojo lastno gverilo in od tega momenta naprej dali svetovni, torej dali svetu pojem gverila, gverilski način bojevanja kot pot v svobodo. Seveda po padcu Napoleona se Evropa znova obrne konzervativizmu, čeprav se te liberalne ideje prenesejo najprej kot ilegalno gibanje, ki se potem artikulira postopoma skozi 19. stoletje in 19. stoletje štejemo kot čas revolucij v smislu udejanjanja te ideje svobode, demokracije, parlamentarne demokracije, ki je bila tako jasen ideal od momenta, ko so francoski razsvetljenci začrtali te smernice in potem do obdobij, ki jih v 20. stoletju seveda ne moremo ravno opisati kot vzor demokracije. V Franciji je še eno zanimivo obdobje sredi 19. stoletja, ki je bilo povod za temeljit premislek Karla Marxa v smislu poskusa odgovora na vprašanje, zakaj se zgodovina ponavlja. Ko je Marx pisal besedilo 18. Brumaire Ludvika Bonaparteja, je začel to besedilo znamenitim citatom, torej pogostokrat uporabljamo ta citat, ko pravimo, zgodovina se ponavlja, prvič kot tragedija, drugič kot farsa. Namreč Napoleonova situacija se je ponovila, tokrat v zelo slabi, ponesrečeni verziji, torej na način farse z Napoleonom III. In 18. Brumaire je Marxov prispevek k temu, da razmisli sredi 19. stoletja v času, ko je cela Evropa navdihnjena z nacionalno idejo svobode, torej da skuša s temeljitim premislekom in analizo pokazati, kje so pasti te, bom rekla, ideje svobode in demokracije. No, če
pogledamo današnji čas, k razsvetljenstvu se bom vrnila še enkrat na koncu, je današnja situacija seveda malo posebna. Posebna v tem, da živimo v vedno bolj virtualnem svetu, ki ga obvladujejo socialna omrežja, mediji, od katerih televizija niti ni več najbolj sugestivna oblika prenašanja informacij, ampak se to prenaša na splet, zlasti mlajše generacije se soočajo s povsem novo dimenzijo oblikovanja občutka za realno. No in dejstvo je, da to vpliva tudi na politično dimenzijo, da vpliva na mehanizme, ki odločajo o tem, kdo nam vlada in kdo je danes na oblasti. Volitve, predvolilni boji danes vse bolj posnemajo elemente resničnostnih šovov, o tem ste slišali, brali že večkrat, je bilo to izpostavljeno v različnih oblikah kampanji. Letos smo v izrazito volilnem letu, ni še dolgo, kar so se končale predsedniške volitve, imeli smo referendum o drugem tiru, kjer je potekala zelo burna razprava, ki se je končala z znamenitim soočenjem na nacionalki, da je bila predčasno prekinjena. In če pogledamo, kaj je tisto, kar zaznamuje ta demokratično naravnani prostor, demokratično rečeno na narekovajih, je zagotovo za medije privlačno senzacionalnega. Prav na tej točki se zdi, da se je demokracija utrudila, da nikogar več ne zanima tehtnost argumentov. Če povzamem samo vsebino omenjenega TV soočenja, takrat neposredno pred referendumom za drugi tir, ogromno ljudi si je ogledalo te posnetke na YouTube, predno so jih omaknili, in ne zato, da bi preverili argumentacijo ene ali druge strani, ampak dejansko zaradi te dimenzije senzacionalnega. Zakaj gledamo predvolilna soočenja, če jih sploh še gledamo? Kaj je tisto, kar pritegne v predvolilnih oglasih? Tisto, kar bi moralo biti v ospredju, torej nek racionalen diskurs, je umaknjeno pred udarno močjo senzacionalnega in dogaja se, da niti nimamo več občutka za realno, ker samo znaki realnega učinkovito nadomešča realno samo. Potem so pa tisti drobci sestavljeni na način, ki ga določa nek mehanizem. Zdaj ta mehanizem ni neka oseba, nek subjekt, ki bi stal za vsemi temi fenomeni, ampak gre za anonimnost sistemov moči, ki danes predstavljajo odločilno moč kapitala. Ključno vprašanje, ki se ob tem pojavlja, je, kakšno funkcijo danes opravlja javni prostor. In ravno lani, približno v tem času, ko sem imela prvo predavanje v tem sklopu, ali lahko danes prav še kaj počnemo s filozofijo, je bilo to predavanje kmalu po Trumpovi izvolitvi in ameriške volitve, ki so se zgodile predlani, so bile nek odločilen moment v smislu pomena, v smislu poudarka na tem, kaj javni prostor predstavlja in kje je tista točka, kjer bi se morali zgroziti oziroma najmanj, kar je vsaj zamisliti. Trump je do volitev, na katerih je pač zmagal, kot vemo, veljal za političnega marginalca, nekoga, ki je sicer dovolj bogat, da si lahko privošči predvolilno kampanjo, ki je prepričal republikansko stranko in dal
občutek, da lahko z njim zmaga, ampak ves čas predvolilne tekme nihče pravzaprav ni verjel, ali se bo to resnično zgodilo. Zdelo se republikancem, da je to njihova edina možnost, pa vendar, če ga gledamo kot marginalca, ki vstopa v eliten politični prostor, je v tistem svojem okviru njegov diskurs pač eden izmed mnogih. In ta diskurs je izrazito sovražen, izrazito nestrpen in bi moral ostati tam, kjer je bil, torej na robu. S tem, ko pa Trump postane ameriški predsednik, se pa zgodi neka popolnoma nova situacija in z njegovo izvolitvijo ta njegov sovražni govor, ta njegova marginalnost postaja nekaj, kar dobi svojo legitimnost v na najbolj vplivni politični poziciji na svetu. ZDA so ena taka čudna država, če gledamo tu z evropske strani. Če še niste brali, se zdaj je že leto dni od takrat, ko je Sobotna priloga objavila intervju z Mladenom Dolarjem. Naslov intervjuja je bil: Zgodovina se ponavlja, prvič kot tragedija, drugič kot farsa in tretjič kot Donald Trump. V tem intervjuju je Dolar opozoril na prav ta zanimiv fenomen ameriške družbe. Ameriške univerze prakticirajo zelo striktno, selektivno, določajo vsebino predavanj na univerzi. Predavatelji morajo izjemno paziti, katere vsebine predstavijo, in obstaja ta opozorilni trigger warning, zaradi katerega, naprimer, če obravnavate Dantejevo božansko komedijo, morate to naprej opozoriti slušatelje, da je to posebej občutljiva tema, ki ni za vsakega zaradi skrajno brutalnih in nasilnih vsebin. Torej, če povzamem samo en delček tega intervjuja, ki ga je dal Mladen Dolar za takratno Sobotno prilogo pred enim letom, Trump bi že zdavnaj odfrčal praktično večina ameriških univerz. Kako je mogoče, da lahko takšna oseba prevzame vodilno politično funkcijo v državi, na drugi strani pa je treba biti v javnem diskurzu tako zelo previden? No, na to vprašanje seveda ne bom uspela odgovoriti v okviru te teme, ampak če pogledamo današnjo situacijo nekoliko bolj od blizu, za današnji čas uporabljamo oznako postdemokracija. Kako razumemo ta pojem? Postdemokracija nastopi v času po padcu Berlinskega zidu, skratka, ko se ta radikalna razlika med vzhodnim in zahodnim blokom zaključi, in v trenutku, ko se to zgodi, oziroma kmalu zatem, zahodni svet, ki je veljal v času blokovske delitve sveta za tistega demokratičnega v nasprotju z vzhodnimi avtokratskimi režimi, totalitarnimi sistemi vzhodnega bloka, torej v tem trenutku Zahod nima več tistega drugega, proti kateremu bi opravičeval svojo strategijo, ki jo je zelo pogosto utemeljeval na način, češ da kapital, prost trg, svoboda kapitala nujno potrebuje politično svobodo in da demokracija, kot je takrat veljala na Zahodu, pomeni pravzaprav tisti okvir, ki gre z roko v roki svobodno logiko kapitala. Po padcu Berlinskega zidu, torej po koncu hladne vojne, se je razvoj jasno pokazal
da to eksplicitno ne drži in da se kapital veliko bolje počuti v avtoritarnih sistemih, kot je recimo Kitajska, in da dobiva zalet, da dobi krila veliko hitreje in bolj uspešno tam, kjer je politična svoboda še vedno pod vprašanjem. Ampak kljub vsemu lahko rečemo, da smo v postdemokratičnem obdobju pristali v globalnem svetu, ki brez izjeme upošteva logiko kapitalskih razmerij, težnjo po profitu, tudi v tistih delih, s tistimi dinozauri, ki še tako ali drugače vztrajajo v svoji tradicionalno avtokratski vlogi, ki je verjetno vprašanje časa oziroma ki je vezana na interese določenega posameznika in danes velja za bolj izjemo kot pravilo. Skratka, če pogledamo tisto glavno poanto, ki je veljala v času obeh blokov, oboroževalna tekma je bila sama po sebi element groze, ki je sicer na eni strani preprečeval, da bi prišlo do neposrednega konflikta, kot vemo, ampak po drugi strani imamo v času hladne vojne nasilje, ki pomeni neko izključenost, ki prihaja iz neke izključenosti, ki prihaja strani drugega. In zaradi te izključenosti je bilo zelo jasno prepoznati sovražnika, zelo jasni so bili ti koncepti, da ko to premagamo, bo vprašanje svobode, vprašanje demokracije rešeno. In za tisti starejši se spomnimo trenutka od rešitve, vsaj občutka, ki ga je prinesel padec vzhodnih režimov in sistemov, ki ta občutek je obetal, občutek, torej, da se bo zdaj pa jasno manifestirala in uresničila ideja in koncept svobode. V postmodernem svetu pa ta groza ne prihaja več od zunaj, ker ni več tistega zunanjega sveta, proti kateremu bi se lahko obračali in na katerega bi lahko pokazali, ampak prihaja ta groza od znotraj. In izvor nasilja, s katerim imamo pa danes opravka, je v tej notranji izključenosti. In mislim, da mi ni treba posebej izpostavljati in opisovati, za kakšno nasilje gre. O tem so pisali naši avtori že 30 let nazaj. Žižek recimo omenja terorizem že pri svojih zgodnjih razpravah kot simptom realnega, ki ga prepoznamo na ta način kot realno, ker je v svojem jedru neprosojno, nesmiselno in če nekoliko pobliže analiziramo, kako terorizem deluje, lahko ugotovimo, da praktično nima neke racionalne ideje za sabo, ki bi gnala to nasilnost, ki postaja skozi razvoj in čas vse bolj brutalno in proti kateremu pravzaprav niti ni pravega načina, da bi se ga obranili. Ampak ne gre samo za teroristične napade danes povsod, praktično ni konca sveta, ki bi lahko bil izključen iz te nevarnosti, čeprav se včasih zavajamo, da je mogoče prav Slovenija, mogoče taka oaza, ampak vendarle. Govorimo o nekem presežnem nasilju, ki se umika, ki se dobesedno izmika neki smiselni razlagi in smiselni artikulaciji. Poleg klasičnih primerov terorizma, ne tako daleč nazaj povezanih z bojem proti islamski državi in podobno, smo še mogoče pred tem imeli
fenomene opravka z izbruhi nasilja v getoiziranih predmestjih. Recimo Pariz, preden so se zgodili teroristični napadi v samem Parizu, Nici in podobno, je imel v nekem ne tako dolgo časa, obdobju nazaj, podobo praktično mesta, kjer so v predmestnih naseljih zlasti mladi, brez nekega konkretnega povoda in razloga, razbijali avtomobile, zažigali avtomobile, razbijali izložbe in podobno. Tretji element tega, tretji primer te oblike presežnega nasilja so pojavi neonacističnih skupin. Zlasti paradoksalno je, naprimer, da se v veliki meri neonacistične skupine pojavljajo naprimer na Poljskem. Za Poljsko vemo, pustimo zdaj dobro bivšo vzhodno Nemčijo, ampak za Poljsko točno vemo, da je bila tista država oziroma tisto področje Evrope, ki je imela opravka z najhujšo obliko nacistične okupacije in da je za Poljsko nacizem sinonim najbolj radikalnega zla. Generacije po tem, kar je Poljska preživela v času druge svetovne vojne, pa vidijo v neonacističnih idejah nek nov svoj lasten ideal. In to potomci tistih Poljakov, ki so tako zelo trpeli v času nacističnega obdobja. Če pogledamo to, kar se je dogajalo v povezavi z islamsko državo ne tako zelo dolgo nazaj, v primerih, ko je šlo za sistematično uničevanje kulturne dediščine, imamo opravka z pravim fenomenom apokaliptičnega barbarstva. Torej, brez posebnega razloga dejansko ne moremo razložiti, zakaj je treba zminirati, razstreliti kulturno-zgodovinske spomenike na ozemljih, ki so si jih stoletja skupaj z muslimani delile različne druge skupine in ki jim je uspelo preživeti različna vojna obdobja, tudi križarske vojne na nek način, ki so po svoje zaznamovale ta moment spopada med krščanskim in islamskim svetom. Ampak vendarle z ozadjem neke ideje. Danes pa ne moremo govoriti o nekem potencialu, ki bi črpal iz neke nove ideje, iz neke možnosti, da ko bo ta ideja uresničena, bo pa nasilja konec. To je permanentno nasilje, ki se regenerira praktično na osnovi neke praznine. In tudi, če pogledate, kdo so akteri terorističnih dejanj, nasploh, ko govorimo v različnih delih ali Evrope ali drugod po svetu. To so, če vzamemo zdaj recimo Francijo, kot eno obdobje je bila prav Francija najbolj izpostavljena tarča terorističnim napadom. To niso begunci, priseljenci ali karkoli, pač pa so to tisti, ki so bili v Franciji rojeni in ki so bili del francoske mentalitete, ki pa so v nekem trenutku videli možnost za lastno afirmacijo v teh skrajnih idejah in postali pač plen njihove propagande. Če je to presežno nasilje, simptom realnega v tem lakanovskem smislu, kot poznamo to terminologijo, je tisto, kar ima nek povezovalen, nek smiseln učinek, polje imaginarnega. Simbolno, torej realno težko funkcionira na način konstruktivnega povezovanja in če danes pogledamo, kaj je tista zaveza našemu skupnemu, univerzalnemu prostoru,
kaj je tisto, kar nas povezuje v neko skupnost, potem ima tu odločilno vlogo prav polje imaginarnega. Imaginarno skozi lakanovsko terminologijo pomeni nekaj, kar predstavlja naš predmet identifikacije skozi izrazito čustven naboj. In če pogledamo, naprimer, našo nacionalno identiteto, ki je zgodovinsko gledano pravzaprav zelo mlada stvar, nacionalna zavest ima svoj izvor, seveda v razsvetljenstvu, ampak artikulira zelo jasno, vsaj pri Slovencih, se pa šele v prvi polovici 19. stoletja, čeprav smo Slovenci z temi razsvetljenskimi krožki ob bok tudi že drugim takratnim razvitim narodom. Ampak glede na to, kako težko je bilo uveljaviti nacionalno zavest v boju z že starejšo prisotno deželno zavestjo, na čem pravzaprav nacionalna zavest temelji, kako se artikulira konkretno v 19. stoletju, s kakšno propagando nastopa. To je recimo tipičen fenomen imaginarnega. Torej, naša skupna kri, naše bratstvo, govorimo o bratskih narodih, zdaj že malo presegam to 19. stoletje. Naprimer, če pogledamo, malo pač skačem, če pogledamo, s kakšnim navdušenjem smo Slovenci sprejeli propad Avstrije in vključitev v novo jugoslovansko državo, zdaj smo pa končno skupaj z bratskimi narodi. Tu gre za nek moment, ki je izrazito imaginarno. Torej, kakšno realno podlago ima prepričanje, da je nacionalna identiteta stvar neke rodovno-plemenske zavezanosti. Torej, ne gre za neke sorodstvene vezi, zelo dobro vemo, da ne. Pred časom je bil v Mladini objavljen, da bo to že par mesecev nazaj, objavljena raziskava, ki so jo delali na osnovi analize DNK. Vprašanje pa je bilo, katerim evropskim, predvsem sosednjim narodom smo Slovenci, glede na svoje prednike, ki se jih da slediti skozi podobnost DNK, najbolj podobni. Torej, kaj Slovenci kot narod nosimo v sebi? Katere prednike? Daleč od tega, da bi bili etnično čisti, to itak noben ni pričakoval, ampak v najbližjem sorodu najbolj podobna DNK Slovencev je tista Slovaki. Poleg tega zahodnoslovanskega očitno skupnega jedra pa nastopa še keltski moment in potem še druge primesi starejšega, naprimer neolitskega obdobja. Jaz zdaj ne znam na pamet povzeti te raziskave, ampak je silno zanimiva in silno zgovorna sama po sebi. Torej, hočem vas samo upozoriti, da način, kako je bila nacionalna ideja, pa s tem ne mislim nič slabega, glede na to, da imamo Prešerna v predmarčni dobi, da imamo potem samo marčno revolucijo in prvi slovenski politični program zedinjene Slovenije in tako naprej, da to ni nič slabega, da takrat je bilo treba nastopiti z lastno propagando, ki je po svoje posnemala vse tiste druge. Slovenci smo se takrat še najbolj učili od Čehov, to, kar danes praviloma ni več tako zelo splošno znano. Čehi so nam bili pa v 19. stoletju velik vzor. No in kje danes, če zdaj pogledamo naš aktualni trenutek, kaj danes pri nas najbolj deluje kot povezovalni element? Verjetno ste slišali, katera beseda na Slovenskem, v Sloveniji je bila izbrana za besedo leta 2017. To je beseda evropski zmagovalci. In nobena stvar nas tako zelo ne poveže, kot nas športni uspehi. Če se še spomnite, ko smo na Eurobasketu dobili zlato medaljo, kakšni so bili komentarji, torej ti komentarji so bili naravnost epski. In vse Slovence, ne glede na razlike v politični pripadnosti, torej vsi
brez izjeme smo izrazito čustveno začutili ta moment skupne povezanosti in dobro, zdaj pač Eurobasket je mimo, ampak zdaj se bližajo olimpijske igre, žal ne vem, če imamo takšne možnosti, kot smo jih imeli na zadnjih za kolajn, na prejšnjih v Sočiju za kolajn, ampak kakorkoli ta nacionalni naboj deluje in živi v tej naši zavesti bolj kot katera druga oblika neke racionalne argumentacije ali česa podobnega. Torej, če se dotaknem pa zdaj še tretjega elementa, od katerega bi tako na hitro rekli, da je pa po svoje odločilen. Tisto, kar bi nas moralo povezovati v neko univerzalnost, v neko skupnost, bi moral biti red simbolnega. Simbolno je mesto pomiritve. Čustva veste, kakšen element so, da zelo hitro preidemo v nek fanatizm, v neko skrajnost, v neko navdušenje, ki se s časoma ohladi, ampak tista stabilna, tista umirjena linija bi morala biti polje simbolnega, polje smiselnega. Simbolno vključuje vse, kar presega tisto golo emocionalnost in ravno zato, ker realno univerzalnega deluje ali pač ne deluje preko tega reda simbolnega, je ta Trumpova zmaga toliko bolj usodna. In ravno s Trumpovo zmago, tisto, kar sem že prej omenila, dobi ta čustvenost, sovražnost, tovrstna skrajnost svoj legitimen prostor. Je bilo obdobje, ko se je to že eksplicitno zgodilo in moment, oziroma ne moment, ampak fenomen, ki ga je zelo dobro v filozofiji predstavila Hannah Arendt v svojem delu Banalnost zla. Torej, ko je bila poklicana, da za newyorški časnik poroča o sojenju Eichmannu v Izraelu, je dobila zelo dobro iztočnico za premislek, kaj se je zgodilo v času nacističnega režima. Nacistični režim in Eichmann je s tem, ko je pričal na sodišču, svoj zgovor utemeljeval s tem, da je preprosto sledil javnemu diskurzu. In kaj se je zgodilo z nacistično strategijo, z nacistično državo? Spustila je tisto, kar sicer predstavlja realno kot jedro, kot neprosojno, kot absurdno in ga potegnila v red simbolnega. Na ta način imamo v zgodovini opravka z najbolj brutalnim, najbolj racionalno dodelanim sistemom nasilja, ki se opravičuje skozi nek racionalni razlog. Zakaj so bili v koncentracijskih taboriščih medicinski poskusi? Čemu so bili namenjeni? Ja, temu, da bodo pomagali celemu človeštvu, čeprav je pač žrtvovan eksemplar, ki je človeško bitje, ampak človeško bitje v tem kontekstu postane zgolj sredstvo v imenu nekega višjega poslanstva, tako kot je bilo artikulirano v tem enem od najbolj grozljivih obdobij. Če pogledamo ta premik sovražnosti v prostor legitimnega političnega diskurza, je izredno občutljiv moment v tem, ker sklicujoč se na medije, pa težko rečemo, da lahko upamo, da bodo mediji ta filter, ki bo to zaustavil. Danes medijski prostor teži k profitu, to je pač dejstvo. In če
skušajo profit zagotoviti s tem, da pritegnejo našo pozornost, potem je senzacionalno pravi moment za to. In Trump je bil senzacija. S tem, ko je Trump vstopil v samo predvolilno bitko, je že zadostil določenim pogojem senzacionalnega. Če vzamemo teroristične napade, teroristični napadi sigurno ne bi imeli takšne funkcije, takšnega učinka, če ne bi bili medijsko pokriti. Vsak teroristični napad, pa zdaj ne mislim kritizirati medijev v smislu, da o terorističnih napadih ne bi smeli poročati. Temu se preprosto ne moremo izogniti. Ampak vendarle, če se danes zgodi teroristični napad, najprej bo to udarna novica v vseh medijih. In to je tisto, kar poganja idejo takšnega nasilja naprej. Če pogledamo, kaj je pravzaprav naloga sodobnega časa, je mogoče ena od možnosti ponovno premisleka o razsvetljenstvu. Mladen Dolar v tem svojem intervjuju opozarja na Kantov prispevek k opredelitvi pojma javnosti. Sama razsvetljenska ideja, ki še vedno pripisujemo odločilno mesto oblikovanja ideje moderne demokracije, stoji in pade na pojmu javnega. No in leta 1784 je Kant objavil svoj znamenit članek, prispevek z naslovom Odgovor na vprašanje, kaj je razsvetljenstvo. Gre za enega najbolj citiranih odlomkov z tega področja. No in če mi dovolite, bi ga del in en odlomek pač prebrala kot ponovno premislek o tem, kaj pomeni javni prostor in kaj bi moral pomeniti javni prostor danes. Razsvetljenstvo je izhod človeka iz nedoletnosti, za katero je bil sam kriv. Nedoletnost je nesposobnost uporabljati svoj razum brez vodstva nekoga drugega. Človek je te nedoletnosti kriv sam. Saj vzrok zanjo ni v pomanjkanju razuma, temveč v pomanjkanju odločnosti in poguma uporabljati svoj razum brez vodstva koga drugega. Sapere aude, imej pogum uporabljati svoj lastni razum. To je geslo razsvetljenstva. Lenova in strahopetnost sta vzrok za to, da tako velik del človeštva, potem ko ga je narava že zdavnaj prostila vodstva koga drugega, še vedno raje ostaja celo življenje nedoleten. In tudi vzrok za to, da je potem drugim tako lahko igrati njihovega varuha. Tako udobno je biti nedoleten. Če imam knjigo, ki ima zame razum, dušebrižnika, ki ima zame vest, zdravnika, ki zame predpisuje dieto, potem se mi vendar ni treba truditi, ni mi treba misliti, če le lahko plačam, saj bodo mučna opravila zame prevzeli drugi. Vsakemu posamezniku je torej težko izkopati se iz te nedoletnosti, ki je postala že skoraj njegova druga narava. Celo vzljubil jo je in za zdaj rešen ni zmožen uporabljati svojega razuma, saj mu tudi nikoli niso dovolili, da bi to poskusil. Predpisi in obrazci, ta mehanska orodja rabe ali še boljše zlorabe njegovih naravnih darov so spolnjene nenehne nedoletnosti. Toda tisti, ki bi se jih znebil, bi tudi najmanjši jarek preskočil zelo negotovo, saj ni vajen take vrste svobodnega gibanja. Zato je tako malo tisti, ki se jim je uspelo z lastnim obdarovanjem svojega duha izviti iz nedoletnosti, pa kljub temu hodijo z gotovim korakom. Te vrste razsvetljenost pa ne potrebuje drugega kot svobodo in to tako, ki je najmanj škodljiva od vsega, kar se lahko imenuje svoboda. Namreč to, da bo v vseh ozirih javno uporabljala svoj um. Toda z vseh strani slišim klice. Ne rezonirajte. Oficir pravi, ne rezonirajte, temveč eksercirajte finančnik. Ne rezonirajte, temveč plačujte duhovnik. Ne rezonirajte, temveč verujte. Samo en gospodar na vsem svetu pa pravi, rezonirajte, kolikor hočete in o čemer hočete, samo bogajte. V vsem tem imamo omejitev svobode.
katera omejitev pa razsvetljenstvo ovira in katera ne, temveč mu je celo v prid. Odgovarjam, javna rada lastnega uma mora biti v vsakem trenutku svobodna in le ona lahko pripelje do razsvetljenosti med ljudmi. Torej, ta javni prostor je polje, od katerega se pričakuje zrelega posameznika, ki je svoboden in zato, ker je svoboden, je pripravljen tudi sprejeti odgovornost za to, kar izreče, kar misli in sprejme odgovornost za vse svoje dejanja. Človek, ki pa ni svoboden, torej okvir, ki omejuje svobodo, pa pomeni tudi izogibanje odgovornosti. In če to situacijo prenesem na današnji čas, kaj je danes javni prostor, če pogledamo različni spletni forumi, kako danes politični diskurs operira s Twitterjem, ki je postal sinonim za kratka, udarna sporočila najbolj vplivnih političnih osebnosti, kako se lahko na spletnem forumu zakrije identiteta, kako se sploh lahko prikriva kakršnokoli identiteto. To je tisto, kar je danes v direktnem nasprotju s tistim, kar je Kant želel eksplicitno poudariti in to v članku, ki je bil namenjen javnosti, ki ni neka akademska, zaprta situacija, pač pa je s tem besedilom prenesel poziv k celotni takratni javnosti. In če pogledamo današnjo situacijo in momente, na kak način smo vse bolj ujeti v ta mehanizem fiktivnega, hiperrealnega, potem je vprašanje naše svobode še toliko bolj na udaru. V tem današnjem predavanju seveda ne morem odgovoriti na vprašanje, kje so indici, na kak način funkcionirajo mehanizmi moči. V nadaljevanju bom poskušala razgrniti še druge elemente tega realnega, ki odzvanja v različnih drugih sferah in predvsem izpostaviti razmerje, ki je tako zelo značilno za današnji čas. Na eni strani potreba po vsesplošnem, zabavnem, torej potreba po fantazmah, ki danes presegajo neke normalne okvire, vse povsod imate zabavo na dosegu roke, na drugi strani pa svet, ki v svojem realnem jedru postaja vse bolj grozljiv. Torej na tej točki bi zaključila. Ja.